Živ vlog, danes smo tak čisto enostaven vlog, predstavljamo novega Audija A6. Meni osebno eden tako najbolj seksi avtomobilov na cesti, tudi v njegovi prejšnji generaciji, je pa sicer to starček star kar 50 let, tako da jaz grem najprej na tiskovko, si v glavo ubiti par informacij za vas, bom pa nekaj v tem avtu povedal. Are you listening? You crazy mother. Ejte star, jaz sem zdaj ugotovil, ko sem se spravil montirati video, ja, da mi manjka ves footage, ki se je zgodil po tiskovni konferenci. Ker pomeni, da imam footage, ki sem ga naredil pred, da sem zvedel informacije o avtomobilu, zato bom v tem vlogu vsake toliko časa, ja, skočil noter. Sicer bo to en tak čuden Frankenstein, pa dajmo probati, če mi vrata. Tukaj imam kamero, vmes bom montiral, pa bom pa se ustavil preko, halej, tole si pa Jan narobe povedal. Tako da, probimo. Zdaj tako, to za mano je 8. generacija novega Audija A6, tako da 8 generacij, 50 let zgodovine in pa precej amazing zgodba, kako se je ta Audi A6 pravzaprav čisto zares rodil. 50 let nazaj, ko so Audiju prepovedali razvoj kakršnega koli modela, so Audi inženirji pogumno naredili Audi 100 in nekako odprli Pandorino skrinjico segmenta C, v katerem je Audi A6, tako da od takrat je Audi A6 predvsem v limuzinski izveden, ki pomeni en tak tipičen business car. No, vsi, ki malo bolj Audi spremljate, ali pa jih bolj poznate, boste rekli, vse ta Audi pa ni čisto nič drugačen kot Audi A8, pa v bistvu vam bom mogel kar pritrditi. V bistvu je vsa tehnologija zelo enaka, kot bo Audi A8 pa Audi A7, kar pomeni, da dizajn je drugačen, ostalo je pa približno isto. Se podobne stvari počnejo tudi pri BMW-ju pa pri Mercedesu, recimo razred T je zelo podoben razredu S, tako da, kaj čemo, takem svetu živimo. No, mogoče poštukamo še to okoli dizajna. Meni je bil Audi A6 vedno ful všeč. Namreč, ja, njegove linije, v bistvu nek futurističen dizajn, ki pa ni bil preveč futurističen, ampak bil relativno clean, je pripeljal do tega, da so v bistvu, ja, bom rekel, Audijevi oblikovalci pogruntali formulo, kako se avto tako zelo zrelo stara. Sicer ni wow na začetku, ampak na koncu njegove življenjske dobe, po 8 letih cikla modela, je pa še vedno fresh in prejšnja generacija je meni še danes ful všeč. Ja, v novi, torej v 8. generaciji Audi A6 pa samo nadaljujejo to zgodbo. Ne želijo preveč revolucije, ampak naredili so v bistvu evolucijo. In meni se zdi, da jim kar uspeva s tem dizajnom. Z dizajnom, ki mogoče na začetku ni wow, je pa dolg časa cool. Tako da, ja. No, mogoče čisto kratek info, trenutno bo Audi A6 na razpolago s 3 dizelskimi motorji, tam od 200 konjev do 286, vsi so eni taki rahli hibridi, kar pomeni, da jim pomaga tudi elektrika, predvsem določeno kinetično energijo spravlja v baterijo, ki jo potem pošilja na zadnja kolesa, tako da avtomobilu tako en malo pomaga pri vožnji, predvsem se pa to pozna na porabi bencina oziroma nafte v tem primeru. Bencinski motorji bojo pa na razpolago naslednje leto, prav tako bo na razpolago baje, priključen hibrid, kar pomeni, da se bo znov nov Audi A6 vozil tudi samo na elektriko. No, mogoče par stvari v tehnologijah, brez veze govoriti v tem avtu so valjda vsi asistenčni sistemi, ki so na razpolago v modernih Audijih. Tukaj se ne bi v podrobnosti spuščal, sta pa dve posebnosti. Ena posebnost je zračno zmetenje, seveda proti doplačilu in pa dinamično krmiljenje vseh 4 koles. To smo videli že mogoče pri kakmu talismanu, pri Audiju pa to doteram do konca, tako da ta sistem omogoča, da se v bistvu lažje razporejate na avtocesti iz pasa v pas, da avto lep zavija v ovinke, seveda zato, ker zadnja kolesa sledijo s prednjim in je zadeva tako, dajmo temu reči, pol bolj zabavna. No, tako dokaz, da je Ljubljana res majhno mesto, je pa to, da praktično vsi smo prišli samo avte narediti. Tako
Tako da, to sem kar nekaj povedal. To je tako, kot avtomobilski novinarji plačkajo drugemu lokacije, kjer snemata avta, a ne, Jan? Zdaj pa špas pri Audiju pa nikoli ni bil pocen, ne. Avtomobili se začnejo nekje pri 55 000 evrih in ja, dajmo temu tako reči. Začnejo se cene tam, k tem 55 000 evrov pa treba vsaj še deželni paket opreme pošteti. Ta deželni paket stane pa nekaj 7 evrov. Za 7 evrov dobiš nekaj tistih osnovnih stvari, ki jih tak avto že skoraj mora imeti na krovu. Tako da ja, hiter je nov Audi A6, tudi 80 000 evrov. Zdaj, kar se tiče notranjosti, je pa tako. Meni je všeč, zato ker je zelo izčiščena in dizajnersko taka plain. Bo pa to mogoče marsikoga motilo, oziroma ja, marsikdo bo rekel, da je malo dolgocajteno vse skupaj. Kar je prednost te notranjosti, da se lahko do 8 voznikov v bistvu prilagodi vse te števce in vse nastavitve notranjosti, kar pomeni, da je to idealen fleet avto. Čeprav jaz ne verjamem, da si ga tisti, ki si ga bo ful posojil. Tudi ne verjamem, da bo do 8 ljudi ta avto vozil in bo rabili te individualizirane nastavitve, pa fajn, da veš, da ko se enkrat stvari res nastaviš po svojem okusu, pritisneš gumb in avto ve, da si ti in ti zadeve poštima tako, kakor je treba. Ja, tehnologija je ful, z naslednjim letom bo avto mogoče tudi z aplikacijo na telefonu parkirati, tako da, glej, ni da ni. No, potem zdaj še poštukati občutke v vožnji. Audi A6 se vozi izjemno. Deloma zaradi te dinamične zadnje preme, deloma zaradi zračnega vzmetenja, deloma pa tudi zaradi tega, ker tukaj dajo izjemen poudarek. Quattro-pogon, hibridne zadeve, ki se dogajajo v zadnji z elektromotorji, določene kombinacije, ja, zelo vplivajo na vozno dinamiko. Kljub temu, da je ta avto nekoliko težji od konkurence, je pa pametnejši od konkurence. Če bi mogel biti plastičen, kaj se boljš vozi, pa kako se kaj vozi, bi lahko takole rekel. Audi se vozi na sred. Če je Mercedes eleganten, se vozi elegantno in se BMW vozi športno, potem, ja, Audi zna oboje. In tukaj je tako zelo univerzalen. Tako, jaz moram zdaj avto počasi vrniti, ker, ja, so še drugi novinarji, ki bi se radi z njim peljali, tako da to. Upam, da ste kaj izvedeli o novem Audiju A6, da so vas zasrbeli prsti, odklikajte na audi.si, pa si ga naklikajte. Aha, zdaj pa še za na konec. Jaz se zahvaljujem za tvojo pozornost, da si ta video gledal do konca, da si se subscribil na YouTube. Če gledaš ta video na Facebooku, spodaj link, pejče na YouTube, ker tam prej objavljam, pa ful enih giveawayev v prihodnje. Tako da do naslednjič. Tako v bistvu nekoliko smešna situacija. Jaz sem video že izvozil, ga že pripravil za objavo, pa mi nekako ni šla iz glave cena tega avtomobila. Nov Audi A6, ja, je dražji od svojega predhodnika, dražji pa predvsem zaradi to, ker je avto upscalen na nek način. V6 mašine, saj ti ta dva dizla, 231 pa 200, mislim, da 86 konjev, hibriden pogon in tako naprej. I get it. Ni mi pa čisto jasen, avti se začnejo pri 55 000 evrih in tudi če jih precej naklikaš, kar pomeni, da dodaš precej enih stvari, še vedno nimajo recimo DAB radija, to te stane 600 evrov, še vedno nimajo kamere za prepoznavanje prometnih znakov, še vedno nimajo kamere za vzvratno vožnjo, nima recimo paketa PreSense zadaj, to pomeni, da avto zazna, da se mu nekaj približuje ful hiter in da se bo zgodila nesreča in zategne pasove, sproži določene mehanizme. Tako da veliko stvari, ki sicer načeloma pri avtu te vrednosti nekako pričakuješ, ja, pa jih ni, ne. Tako da imam moti to dejstvo, da se je v bistvu Audi A6 zelo približal Audi A8, sem načutil, avta sta tehnološko zelo podobna, na zelo podobnih platformah, oblečena sta v drug pleh, ampak ja, s tem se je pa avto tudi dodelil določenemu krogu kupcev. Jaz sem na primer že leto ali pa leto pa pol aktivno iščem Audi A6 2015 facelift in zato vem, kakšne so cene. In seveda, ko sem videl cenik novega avtomobila, sem začel takoj računati ali pa primerjati, koliko bo pa ta avto čez 2-3 leta star, mislim, v bistvu še vreden in ugotavljam, da bo preveč ter taka, kakšnega bi jaz imel. Tako da ja, debata je na mestu, povej, a bi ti za ta avto bil pripravljen odšteti ta denar.
in ali je nov Audi naredil upscale v primerjavi tudi s konkurenco, ki pa valjda ni poceni, če jo naklikaš, tu zelo draga, ampak sen, pač vprašam, debata.